Živijo, dragi moji, kako ste, kaj ponovno je čas za tedenska sporočila in tokrat sem vam pripravila, glede na to, da 27.4. prihaja en bombonček, en tak energijski bombonček, definitivno bombonček od energij, a ne, super polna luna, bi ti zelo rada tokrat povedala 5 stvari, katere sem jaz dobila od eteričnih svetov kot navodilo oziroma kot vodilo, kjer so nam malce povedali, kaj pa bo prinesla ta super polna luna in prinesla bo res čudovite stvari, zato bi rada, da malce veš, katerih 5 stvari to je in da si malce na to pripravljena, kar pa to pomeni delati na tem. Bomo tudi imeli mi na spletu eno krasno meditacijo, točno na super polno luno, tako malo bolj mistična bo, definitivno, ampak mogoče več o njej kasneje, zdaj mogoče za začetek. Zakaj je super polna luna toliko zelo nekaj izjemnega, da se vedno govori o njej? Zaradi tega, ker 16%, približno 16%, kar je v bistvu zelo velika, sveti močneje, kar pomeni, da na Zemljo pošilja zelo močne portale svetlobe. In zdaj pazi to, če si ti svetloba, ki pa dosti živiš v svetu, se ne da je tema, ampak dosti pa je tudi malo tako bolj, kako bi rekli, ker dajmo po domača, preizkuša, je pa včasih mogoče zelo težko v sebi dvigati to frekvenco svetlobe, a pa se ti včasih zdi, da je mogoče ta naloga majčkeno težja, ampak ko pa pride ta super polna luna in ko prinese ta portal svetlobe in še 16%, razumeš, je to močneje, je pa to nekaj definitivno, kar želiš vedeti, pa želiš vedeti, zakaj to tako in na čem delati. Meni so povedali takole, da je super polna luna predvsem tukaj zelo pomembna zaradi tega, ker je bilo neko obdobje, za katerega je veliko ljudi govorili, da je temno, da je težko in tako naprej, ampak kaj luna sveti tudi v temi? Dejstvo, ne? Ampak prinesla bo tokrat konkretno 5 stvari. Prva stvar je osvetljen odnos do sebe. To pomeni, da boste v tem obdobju, in dobro je, da imate v tem obdobju čim več težnje na tem, da ugotovite, kako se vi počutite, kako se vaše telo počuti, ali ste utrujeni, ali rabite mogoče malo več počitka. Dosti izmed vas bo kar vodenih v to, da kar naenkrat želite shujšati, da želite začeti športati, da se hočete bolj predihati, kar naenkrat bo padla odločitev, da boste postavili meje, koliko boste delali, da zaradi tega, ker si morate več časa nameniti za sebe. Karkoli vam bo telo v tej super polni luni, torej do 27.4., pa definitivno tam nekje do 5.5., kjer nas čaka še meteorski dež, več o njem kasneje, se definitivno poslušajte, to pomeni glede telesa. Kaj mi moje telo govori? In to ful poslušati, ker če boš točno to naredila, kar ti telo govori, ti bo ful dobro, res, ful ti bo energija zrasla in to je res ful pameten nasvet in jaz bi, prva točka je najbolj pomembna, se mi nekako tudi zdela, kakor sem je zaslišala in jaz mislim, da je zate zelo pomembno, da temu slediš. Druga stvar, ki so mi jo povedali, je, da bo prišla težnja po osvetljenih mislih. To pomeni po jasnosti. Nič več tega, da se te premetava, veš. Zdaj tako, pa se nekaj slabo počutiš, pa te nekdo prepričal nekaj drugega, pa si ves čas malo, ja, to bi, pa to ne bi, pa mogoče pa to bi bilo zame, ampak to pa ne bi bilo zame, tako naprej. Ne, težnja bo prišla do tega, da ko se ti nekaj odločiš, to speleš. To pomeni, da ko ti sprejmeš neko odločitev, ko ti nekaj začutiš, da je za tebe, vse ostale misli, ki ti bojo prihajale potem v drugi žogici, to pomeni, ja, kaj pa če ne, kaj pa če to ne urata, ali kaj tata, ti resno svetujem, poslušaj teta Kristi, ve, ne temu slediti. Prosim te, ne temu slediti, res probi tokrat mi zaupati na besedo in z neko disciplino se odločati, da boš to, kar si se odločil in to, kar si se odločila, tudi speljala. To je zate ful pomembno. To pomeni, da ni več teh energij, ki te premetavajo, ampak veliko jasnosti in veliko stoičnosti. To pomeni tisto, kar je tako, naj tako bo. Naj se te ne zmede, samo zaradi tega, ker ima nekdo, ne vem, 5 minut preveč časa, da te mede. Tretja točka, ogromno se bo aktiviral zdravilnih moči v dlaneh, tisti, ki ste reikisti in tako naprej. Skratka, in vsi tisti, ki tudi niste reikisti, ampak čutili boste, da imate veliko tega pretoka
te svetlobe skozi dlani. Zato bom jaz tudi to 27.4. Malo mi je bilo nenavaden, da je to čez prišlo, ampak bomo z Merlinom bomo delali eno tako bolj mistično meditacijo, bomo tudi to delali. Bomo aktivirali take dlani, zdravilne pa podporne dlani. No, skratka, ko boste na meditaciji, boste to aktivacijo dobili z mano, vsi ostali pa lahko to uporabljate tako, da to zaveščate, pa da recimo na 27.4. pa tam do 5.5. predihavate svoje dlani, in da si predstavljate, kako dobesedno lunino svetlobo ujamete v dlani. Potem si pa lahko položite, kjerkoli potrebujete podporo. Nekateri potrebujete v mislih, pa lahko tukaj držite roke. Ostali lahko držite, recimo, če rabite čustva, lahko držite na srcu. Če imate težave, ne vem, v trebuhu, daš na trebuh. To je zelo ena taka vaja, ki si jo kar sam naredi, rabiš samo kratko vizualizacijo, pa tako, zelo močna stvar, ne? Četrta stvar, ki se bo aktivirala, bo zelo jasna videnja, preroštva in ful bo vesolje imel neke težnje, da ti pokaže, kaj se bo zgodil in kaj je prav zate in v katero smeri. To pa definitivno. Ko ful ti močno priporočam to, da ful opazuj znake, ker bojo taki mistični, pa malo zaviti, pa skriti, ampak če boš pa uspel prepoznati, ti bojo pa prinesli ful veliko blagoslovov. Skratka, in te znake si probi tolmačiti sama, kaj tebi pomenijo, ne kaj bi nekdo drug rekel, da to pomeni, kaj tebi pomenijo, Tako da definitivno te neke preroške sposobnosti, recimo delo na jasnovidnosti, je tukaj izjemno pomembno, ne? In ta zadnja stvar bo prinašala to definitivno ta superpolnilna manifestacijsko moč, zaradi tega, ker svetloba manifestira. Svetloba podpira pozitivno manifestacijo, razumeš, vse v njej raste, ne? Tako da ogromen fokusa na svojih željah, ciljih, kako nadaljuješ svojo pot, ni važno, v kakšnem stanju je svet, ko naprej, tvoji cilji, to pomeni, kaj ti si želiš, kaj lahko dosežeš, kaj so od nekdaj bile tvoje sanje, veliko delati na tem, ne? Vse te stvari nekako, ko je prišlo to sporočilo čez, kaj bo ta superpolna luna prinesla, sem tudi zajela jaz, torej v meditaciji 27.4. bi te rada lepo povabila, taka malo bolj mistična meditacija definitivno je, pa si jo bom jaz sklele odprla, da lahko še malo skupaj pogledam, skratka, aktivirali bomo te dlani, več stvari bomo delali, ne? Ful bomo delali z Merlinom, ker on je prerok, on je mistik in on je tisti, ki ful dela z obredi polne lune, ne? Kaj bomo še delali? Aktivirali bomo simbol jasnovidnosti za pomnožena videnja in preroške sanje. Aktivirali bomo portal za tvoj dom, za zaščitne in podporne energije. Prav portal bomo v tvojem domu naredila, ne? Aktivirali bomo moč v tvojem glasu, da te bodo ljudje lahko poslušali in upoštevali, a ne? Aktivirali bomo tudi Merlinovo uro, da bo čas na tvoji strani in ti bo tudi ta urla nekako dala neke skrite simbolike, katere pa zdaj ne moram povedati, ker jih bom razložila v meditaciji, kaj bojo pomenili. Tako malo bo bolj mistično popotovanje, pa bojo skrita sporočila, pa boste pa vi ven prišli, a ne pa boste imeli definitivno še neke dodatne stvari. Zdaj pa za darilo sem vam pa tukaj namenila Merlinove sanje. To bo pa še dodatno posneta meditacija, kjer vse te darove, kjer sem naštela, torej manifestacija, podporni dom, glas, videnja in te dlani, vse to, kako lahko pred spanjem vsak dan obnoviš na hiter in je to meditacija za spanje, kjer potem z njo tudi zaspiš in pa imaš, mislim, da 3 ure nekaj tazga samo glasbe. Tako da to bo čudovito, ne? Skratka, to je tako eno čudovito popotovanje. Vem, da potem Mihael 5.5. nadaljuje to mističnost, ker prihaja meteorski dež. To pomeni, to je en tak čudovit astrološki vesoljni pojav, kar res ogromen stvari prinese in utrinke in izpolnjene želje. Več bo verjetno Mihael o tem povedal sam, a ne? Jaz te pa vabim tudi, da si mi pridružiš ravno mesec maj bo res nekaj zelo posebnega. Ti povem zakaj. Lej, superpolna luna, pol bo meteorski dež in pol konc meseca prihaja Vesak, razumeš, praznik Bude, svetovni dan meditacije, po celem svetu bojo budisti odpirali portale, dvigovali zaves in jaz sem zdaj nekako združila ta princip te polne lune in sem združila
princip teh budistov, tako da 11. maja bom začela premierno, prvič imamo tečaj angelskih komunikacij z mističnimi angeli, Barakiel, Daniel, Sakiel, Remiel, take angele, ki jih še mogoče res niste spoznali, ogromno bo aktivacije, ogromno se boste stvari učili, telepatije in vsega živega. Poglej si, imam pa res samo še par prostih mest, ker ta tečaj pa res poklical veliko ljudi. In 19. če pa to ni zate, če si pa malo bolj princip meditacije in budističnih tehnik, potem ti bo pa definitivno všeč tečaj meditacije, čisto sem ga prenovila po 11 letih in prinaša zen razmišljanje, postavitev energije, telesa, tvoje psihe, tvojih misli, kako lahko opazuješ, iz kje tvoje misli prihajajo, kako se lahko miselno naravnaš, kako lahko naštelaš po domače povedano tvoje čustva, kako lahko uravnovesiš ego in dušo, brez da bi se ta dva med sabo kregala, kako lahko manifestacijsko vzpostaviš odnos do planeta Zemlje, zato ker moraš tukaj manifestirati in še. Tako da bilo te vabim, da vse tu pogledaš na podajanduše.si, tako da želim ti eno čudovito, super polno luno in še marsikaj, tako da se vidimo, se slišimo in čau!